V nedeljo pa se je zgodil že 21. ljubljanski maraton, na katerem je teklo rekordno število ljudi, več kot 28 000. Toliko ljudi je nazadnje teklo v Ljubljani leta 1895, ko je mesto stresel hud potres. A se spomnite? Ste bežali? Vam je gredenco prevrglo? No, kakorkoli. Jaz sem si zaradi ljubljanskega maratona zvil gleženj. Po pol ure prenosa sem upal s kavča. Zdaj, je pa maraton odlična priložnost, da čefurji oblečejo trenerko in imajo dejansko razlog za to. Joj, bom tepen. Zdaj, priložnost je recimo tudi za tatove, ne? Če kaj ukradeš, te policija ne vpraša, zakaj laufaš. In ravno zaradi policije je prišlo do velike polomije. Manj kot 3 kilometre pred ciljem je nastala zmeda s spremljevalnimi vozili. Zakaj? Ker je na tekaško progo skoraj zapeljal policijski avto na intervenciji. Vodilni avto z uro se je zato ustavil, drugi 2 spremljevalni vozili pa sta zavili v napačno ulico. Skupina 3 najhitrejših je šla za njima. Nastala je popolna zmeda. Vodilni 3 Kenijci pa so policijskem vozilu sledili v napačno ulico. Ker vidim policaje v avto. 3 črnci naslovijo, da je gas. Sam, probi ti pobegniti Kenijcu v stari Škodi Oktaviji. No, uradne podelitve ni bilo, so pa vsi dobili denar. Se predstavljate, da še tega ne bi dobili. Z 20 juri nahraniš 7 afriških vasi. Kaj vprašajte Angelino? A ja ne, čak ona posvoji 7 vasi. No. Zdaj, maraton je zabaven pojav. A veste, ko je nastal? 2500 let nazaj en grški vojak tekel 42 km, da bi generalu povedal, da so premagali Perzice in pol je od utrujenosti umrl. Ampak jaz imam na sumu, da so tudi njega policaji po napačni trasi peljali. No, tudi naš predsednik je tekel, ne boste verjeli. Tokrat pol maratona in bil izredno navdušen. Hej, še kaj se vprašamo, kako izgleda lepo življenje. To je lepo življenje. Res je, Borut, življenje je lepo. Še posebej, če imaš takšnega predsednika, ki si ti. In še posebej zato, ker si včeraj imel rojstni dan. Naš predsednik je včeraj praznoval 53. rojstni dan. Bravo! Čestitke, iskrene. Dajmo trenutek posvetiti našem glavnem kotalkarju. Smo hoteli zrihtati, da ti vse najboljše zapoje študentski, dekliški, pevski zbor, pa so bili prazniki. V glavnem, vse najboljše, gospod predsednik. Upam, da ste dobili bobne za darilo. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.